se nam kar pridružil, torej, če bojo še kakšno vprašanje. Hvala obema uvodničarjema, ki sta pa svoje tudi pokazalo vsem ostalim referentom, kako se drži časovnih okvirov, da se nam kasneje kava ne ohladi preveč, torej, da bomo imeli še dovolj časa. Imamo pa seveda tudi še časa za kaj vprašanj k tem uvodnim prispevkom, ki so nas pravzaprav pripeljali k temu, kako je Petra zaključila, k tihi smrti ali grand finalu, bo se bomo sami odločili. Morda bi oba dva, ker sam začel, oba dva spomenila tudi to najniško deklaracijo. Peter Vodopivec pa seveda razprave pa odmevi o pričakovanjih v zadnjem letu vojne. Ali lahko pravzaprav še vedno ta pričakovanja oziroma te pogledov naprej štejemo kot razprave enega ozkega intelektualno-političnega kroga, ali lahko dejansko tiste številne podpise pod majniško deklaracijo štejemo bolj kot manifestativnega značaja ali bolj resnega spraševanja o tem, kaj sledi? V Slovenci je bilo večkrat že napisano, da pravzaprav je zelo veliko vprašanje, kaj so si pravzaprav ti ljudje, ki so podpisovali majniško deklaracijo, predstavljali. Predvsem je pa bila seveda glede tudi na to, da je bilo pravzaprav zelo veliko žena med njimi, zadnji prav to, ker je Petra predstavila vojna, nekje natežna po zaključku vojne in seveda eno opredelitev za narodno državo. Za narodno državo, kakorkoli so jo zdaj posamezniki razumeli. Glede na to, da pravzaprav, kot smo videli, ali pa kot sem poskušal pokazati, že te slovenski izobraženci niso imeli na določene jasne predstave o tem, kakšna naj bi bila tako ta Jugoslavija, na katero so se sklicevali, tako majniški izjavi, kot potem seveda tudi drugi, je jasno, da so bile tudi te predstave verjetno zelo abstraktne in nedorečene, pa celo protislovne, ampak predvsem v literaturi zgodovinski in pa tudi pri tem, kot piše Vlasta Stavbar, je jasno, da gre tukaj za opredelitev za narodno državo in se tukaj vidi predvsem za neko slovensko skupnost v neki državi, v kateri bo vladala nacionalna enakopravnost. To bi bilo zelo kratko rečeno. Samo lahko dodam, da dejstvo je, da je šlo za, se to je posem jasno tega, to smo celo na fakulteti že slišali, za zelo široko podporo, navkljub oviram, prepovedim, ki so se takrat dogajale. Javni shodi so bili 12. maja 18 prepovedani. Janko Pleterski predvideva, da ravno zaradi te neintervencije vojske pri tako imenovanih ženskih demonstracijah konec aprila v Ljubljani, pa vendar so se potem shodniki znašli na način, da so pač preselili shod v zaprt prostor in jih nadaljevali ali jih celo preselili recimo na Hrvaško, čez hrvaško mejo. Tako da zagotovo gre za en izraz široke, bi rekli, ljudske volje, me ženske seveda vidik zraven še poudarjamo in izjave, kot jih zdaj zelo dobro, mislim, ki jih je izpisala ali pa kot so vidne iz pokrajinskega arhiva Maribor, dejansko, kot je rekel Peter, izjavljajo to enotno voljo po narodni državi in neko svobodo, po kateri so pač stremeli, jaz bi rekla, bolj zaradi vojnih razmer, kot pa same izkušnje v državi, ki je postajala preteklostno. Ja, jaz bom eno kratko vprašanje, oziroma gospa je končala s tem delom, da je vojska nekako organizirano celo razpadla Avstro-Ogrska. Zdaj, istočasno ste pa v začetku referata rekli, da se oblikovali češke čete. Pri nas pa ne. V čem je bila ta razlika? Zakaj se je na enem delu monarhije to uresničilo, recimo pri nas pa ne? Da ne bom analogijo za našimi Tukaj pravzaprav ne gre za tukaj gre za odnos zaveznikov do posameznih nacionalnih skupin v Avstro-Ogrski vojski in za vojne cilje, ki so si jih ti zavezniki postavili. Italija je imela zelo jasno definiran vojni cilj in njena nova meja naj bi mejila na novo jugoslovansko državo.
In težko si predstavljamo, da bi potem podpirala jugoslovanske legije, ki bi v okviru ali za nastajanje te nove države, jugoslovanske države nastajale. Poleg tega je jugoslovanskim legijam na, recimo, oblikovanju jugoslovanskih legij na italijanski fronti nasprotoval ali pa jim ni bil naklonjen jugoslovanski odbor. Jugoslovanski odbor je skoraj izključno podpiral tako imenovane oblikovanje dobrovoljskih enot, ki so potem vstopale v srbsko oziroma si se nadele, ker so se dobrovoljci sami temu upirali, jugoslovansko ime. Se pravi, je bila ovira dvojna. Zelo dober primer recimo je bil Prežihov Voranc, ki je prebegnil k Italijanom, in tam ves čas nekako želel vstopiti v jugoslovansko legijo, ki jo je, mislim, da Italija dovolila oktobra ali novembra 1918, ko je bilo pa pravzaprav že vsega konca. Tako da tukaj, kot rečeno, Češka je imela pa seveda podporo, enotno podporo zaveznikov in kot rečeno, na koncu so postali pravzaprav del zavezniških enot. Hvala. Še kakšno vprašanje? Rok Strgan. Počelo kratko, Peter Toplica. Jasno je, da ta pragmatizem, pragmatični razlog, strah pred podirajočo Italijo, strah pred tem, kakšna pomena sever, strah pred majhnostjo, imajo pomembno vlogo pri tem, da se slovenski intelektualci zelo pogosto opredeljujejo najprej za Jugoslovane, pa še potem za Slovence. Ampak koliko pa je pri tem treba upoštevati tudi kontekst panslavizma, oziroma teh starejših idej, ki ne vidijo samo Jugoslovanov kot narod in Slovence samo kot pleme znotraj tega naroda, ampak tudi ki vidijo Slovane kot en narod in slovanski jezik kot en narod, vse, kar pa je nižje, pa so pravzaprav plemena, podplemena, dialekti. Se pravi, koliko pa ta recimo temu nek ideološki razlog tukaj igra eno vlogo? Jaz domnevam, da seveda igra eno določeno vlogo, ampak meni se pa vsem zdi, meni je najbližje pravzaprav to stališče, ki sem ga navedel tudi od Igorja Grdine, da pravzaprav se vidi v tem ena določena negotovost o temeljnih vprašanjih slovenske nacionalne eksistence, tudi pri tej inteligenciji. To je po svoje pa le presenetljivo. Vse to pravzaprav pri vseh teh tudi neoliberalizmu v začetku pred Prvo svetovno vojno v teh diskusijah, ki so že takrat, vse te diskusije, ki so leta 1918, se ne razlikujejo bistveno od tega, kar je bilo pravzaprav že izrečeno v zadnjih letih pred Prvo svetovno vojno. Ampak vendar se vidi tukaj ena temeljna negotovost. A smo narod? In do kakšne mere smo narod? A smo samo del enega večjega naroda? In ta želja, da bi pravzaprav bili večji in močnejši, ki tukaj tudi igra eno pomembno vlogo. Seveda te razne slovanske, panslovanske ideje, ki pa na slovenskem niso bile tako zelo močne nikoli, igrajo potem pri tem jugoslovanstvu na določeno vlogo in se potem prenesejo te misli, te predstave o nacionalni sorodnosti tudi na ta južnoslovanski kompleks. Ampak vendar, da je pravzaprav teh ljudi, ki se zelo odločno postavijo na stališče, če bo Jugoslavija, mora biti ta Jugoslavija ena zvezna država, kjer bo vsak narod obdržal eno lastno individualnost in potem poskušal eksistirati v tej skupnosti nekje z ostalimi skupaj. Teh jasnih predstav pa tukaj leta 1918 ni pravzaprav čist nič več, kot jih je bilo pred Prvo svetovno vojno. Meni se zdi to tisto, kar je bistveno. Jaz se potem tudi sprašujem, dobro, če naredimo eno analogijo, koliko je bilo predstav o lastni nacionalni državi leta 1988, 89 pa 90, pa je potem ta država nastala in so se te predstave kakšna ne bo šele oblikovale. Janez Strgar. Pa še samo kratko vprašanje, pravzaprav priznanje svoje ignorance. Oba referenta sta omenjala, postavljala pri deklaracijskem gibanju in pri evidencah, ki jih je kolegica Strobarjeva opravila in podeljevala. Jaz se pa spomnim že od njene prve objave, da sem opozarjal
da ti fondi niso ukradeni samo v Pokrajinskem arhivu Maribor, ampak vsaj za Koroško jih je kar nekaj v arhivu Inštituta za narodnostna vprašanja, ki je zdaj v arhivu Republike Slovenije. Ignoranca moja, da nisem zdaj zasledoval, je to kdaj potem šla nakladno gledati, se mi zdi pa vsemu zanimivo zaradi te pokrajinske primerjave, da Koroška ne bi bila tako obrodna, ker da spomin odkrat imam, da tega ni bilo zanemarljivo malo. S Petrom sva se dogovorila, da ne bom rekla v bran, ampak v pojasnilo stopila jaz, se pravi, Vlasta Stavbar je razširila nabor virov in nabor mest, kjer je te vire iskala in na podlagi tega je lahko seveda tudi zvišala številko, ki je obstajala doslej. Tako da, kolikor jaz vem, je v tej zadnji knjigi, ki je šla ravno letos, je zelo natančno pregledala in so tudi prepisane pravzaprav vsi ti 7 svežnjev, tako imenovani rečemo temu ženskih svežnjev in potem zbrane deklaracijske izjave. Tako da je Vlasta je, kot rečeno, razširila nabor virov, ne me pa za besedo prijeti, kam je šla. Je šla pa vsekakor izven Pokrajinskega arhiva Maribor. Tudi, ja, vem, da v arhivu Slovenije je zelo natančno in je potem tudi zdaj v zadnji razpravi ločila te vire in na koncu potegnila sklep. No. Še Franc Rozman, potem bomo imeli pa Kavico. Moram se oglasiti. Jaz sem precej sodeloval pri tej disertaciji že od diplomske naloge naprej. In pravzaprav je moje vprašanje, glede na to, da je to v letu menda edina knjiga, monografija, ki je šla v letu 18 pa 17, vprašujem organizatorje, zakaj Vlasta Stavbar ni povabljena za event. In kolikor jaz, oziroma ne kolikor jaz vem, to pozitivno vem, da to, kar je gospod Janez Strgar vprašal, te majniške deklaracije za Koroško in v arhivu Slovenije tudi pogledali. Je pa še nekaj bi rad vprašal kolego Vodopivca, kakšno pa je bilo stališče voditeljev slovenskih strank. Karel Triler je, ne vem natančno kdaj, ampak mislim, da leta 12 še govoril, ki je znameniti stavek, ko ga vsi citirajo, Narodno napredna stranka smatra zrelega za blaznico slehernega Slovenca in tudi rešitev slovenskega narodnega vprašanja v mejah izven meja pravične Avstrije. Kdaj so pa ti voditelji spremenili svoje mnenje in se za 180 stopinj obrnili, če so se res. Hvala. Najprej za vprašanje, zakaj še kdo ni bil povabljen, tudi Vlasta Stavbar, lahko je rečemo imenom programskega odbora. Lahko rečemo, da je mogoče napaka, ker se noben ni spomnil, da bi jo dodal. Jaz priznam, da tudi knjigo nisem vedel v nastajanju, ker so s tem napavim. Smo dobili tudi kakšno drugo ime, zakaj še kdo ni. Vemo pa, da se je treba vedno pri tovrstnih zadevah, ki je pragmatično omejiti, pa včasih pa res škoda, da še kakšna tematika še ni bila zraven zajeta. Zgolj tako. Lahko. Ja. Torej, izbereš med eno varianto in seveda ta ni bila omenjena, žal, zraven ali pa predlagana, tako da potem ni bilo dodana. Na to drugo vprašanje ne znam točno odgovoriti. Mislim, da tudi v historiografiji, v zgodovinopisu ni točnega odgovora. Domneva se, da se je to pravzaprav začelo dogajati, postopoma, mogoče me bo Jurij Perovšek popravil v drugi polovici leta 18. To se pravi, samo še pravzaprav, kot sem omenil, ta razprava, kakšna ne bo ta država, ki si jo želijo, se začne tudi v tem okviru Narodnega sveta zelo kasno, pravzaprav šele v začetku oktobra 1918. In tam iz Šukletovih spominov, če Šukletu pač verjamemo, se je Šuklet celo sam ponudil, da bo napravil ta osnutek in da bo poskušal
nekje formulirati neka izhodišča za te predstave, kakšna ne bo zdaj ta jugoslovanska država, ki ne bi nastala, pa še takrat ni popolnoma jasno, ali se je predstavljalo že tukaj republiko, kot je nastala potem, ali se je dejansko še razmišljal o Habsburškem okviru, čeprav je bilo pravzaprav Habsburške monarhije že pravzaprav konec. Najlepša hvala. Predvidevam, da bomo o tem še slišali takoj po kavici. Predvidevam, da bo to v naslednjem referatu se tudi referentu dotakne.